Hej, srečnega pa zdravega, spoštovani in spoštovane, dobrodošli v letu 2021 in v podcastu Za gred za tek. Najprej ne vam zaželim eno uspešno, eno zdravo, eno vznemirljivo leto 2021, seveda v drugačnem pomenu, kot smo ga imeli izkusiti v okroglem 2020, na druženje in na draženje, na izzive in na presežke. Spoštovane in spoštovani. V kratkem predahu čez praznike, ko smo s familijo iskali sneg pa božička in se odpočili od šole, sem se domislil tudi, da tale koncept podcasta za kanček spremenim. In sicer epizode, ki ste jih tako vestno poslušali, in zato se vam iz srca zahvaljujem. Nekatere so dosegle že kar zavidljivo dolžino ure in pol. Ne rečem, da niso bile prav vse izjemno zanimive, ampak verjamem, da bo tudi za vas bolj prikladno, če bi te epizode razdelil na manjše, lažje prebavljive dele. Tako da odslej bom dosedanje uvode in pogovore snemal ločeno. Uvod, v katerem sem dosedaj predstavljal zanimivosti in novice, bo sedaj samostojna epizoda, ki bo dolga nekje do 20 minut. Če bo kakšen teden tema res vroča in se bom v njej razgovoril in jezil časa, pa se morda ta raztegne največ do 30 minut. Poleg že znanih rubrik, kaj pa kot so zanimive knjige, ne nujno tekaške, pa znanstvene ugotovitve, zanimivosti iz vseh logov in drugih heci, bom dodal še kakšno izjavo z terena, tekačev, ljudi, strokovnjakov, entuziastov in tistih, katerih premisleki in mnenja bodo dopolnila obdelovano temo. Tu seveda računam tudi na vas, da mi prišepnete kako temo, ki jo je vredno obdelovati, pa kakega tekača ali tekačico tudi predlagate, vse pač, ki lahko pridajo svojih 5 centov k tekaškim zanimivostim. Ker se pa vseeno kanim še vedno prvenstveno ukvarjati s pogovori v podcastih, zanimivih gosti, bo glavna tedenska epizoda še vedno intervju, pogovor, debata s tekaško gostjo ali gostom, zato zna biti, da tale tekaški komentar tedna kdaj izpustim. Medtem ko bo epizoda z gostom sedaj samo pogovor in pri tej se potrudim, da bo čim bolj redno prihajala v vaše podcast predvajalnike. Velja? Pa poskusimo zajadrati v 2021. Najprej obračun minulega leta. Kaj veliko se na tekaški sceni pač ni dogajalo, preden bi se lahko resne dirke začele, je udarila epidemija, tako da je od teh večjih tekaških dirk v Sloveniji ostala novomeška, polovička, ki je bila državno prvenstvo tudi na tej razdalji, pa seveda konjiška desetka, ki je prav tako pač to izkoristila za državno prvenstvo na 10 kilometrov. Pogrešali smo seveda državno prvenstvo v maratonu, škoda. Res, da imamo zdaj za leto 2020 maratonske rezultate samo iz pravih dirk iz tujine, kar je bilo narejenega pred karanteno, se pravi januarja, februarja, pa kar je bilo potem konec leta, pa še to je bila bolj kot ne samo Valencija. Tako da fun fact, kar preteklega leta prvič v zgodovini je najboljši rezultat slovenskega maratonca na uradni tekmi, ženski rezultat Neje Kršinar iz Valencije, drugi za njo je pa Aleš Debeljak, ki je bil z nami takrat v Splitu. Tega eno leto nazaj, če bi se pogovarjali, prav gotovo ne bi nobeden od vas napovedal. Največ maratonov v letu, kot vem, je odtekel naš Uroš Kralj, ker 30 jih je na koncu okrožil. Žal pa je bila večina teh pač virtualk. V letu virtualk tako se moram pohvaliti z našo nočno desetko, virtualno desetko na Bledu. Razprodali smo vseh 500 mest in tako postali največja desetka v Sloveniji v celem letu v vseh kategorijah. Kdo bi si mislil, da bo 500 tekačev že dovolj, da si največja dirka v Sloveniji? No, zato, če kaj,
nas je leto 2020 naučilo, da nič v našem življenju, v našem okolju ni samoumevno. Ni samoumevno, če greš vsak vikend na tekaško prireditev, ni samoumevno, če greš lahko kadarkoli na letalo pa potovati po svetu, še manj je samoumevno, da grejo otroci vsak dan v tednu v šolo ali pa bi v kavo ali na pivo v gostilno. Odnosi niso več samoumevni, daleč od tega. Samoumevno tudi ni to, da vas ljudje nasploh razumejo. Tako da verjamem, da smo se naučili marsikaj, jaz sem se že, in da bomo začeli stvari in ljudi okrog nas sedaj ceniti bolj, kot smo jih cenili doslej. Ampak da se vrnem k naši desetki. Hvala vsem, ki ste se odzvali na virtualni poziv. Letos sem prepričan, vidimo na Bledu, tako da dajte si v koledarčke, 26. junij 2021. Če naredim še osebno bilanco, zares je bilo vrhunsko leto, kaj ne rečem, zares sem uživel, šele v karanteni, v prvi karanteni. Na koncu sem v letu naklepal malo manj kot Jurija, pa 0,5 kilometrov, kar je super številka. Zame od tega je bilo 6 maratonov, 2 hribovska, pa kak ducat različnih trail izzivov, polovico tudi v teh v odlični družbi. Raziskal sem občino po dolgem in počez si našel nekaj res izjemnih tras in idej še za laufarijo v prihodnje. Na Bledu sva z Igorjem zakoličila blejski razgledni trail, Hudirjevo privlačna proga. Na koncu sem jo v letu obkrožil kar 12-krat, točno toliko, kot je bilo epizod tega podcasta, ki sem ga startal v jeseni in tako je dobil obširno občinstvo. Hvala vam, da ste se tako dobro odzvali. Dajmo reči, da je letos cilj, da posnamem maratonsko število epizod te vaše omiljene tekaške oddaje in si že sedaj lahko rečem, da se veselim vsake posebej. V svetovnem merilu, razen že omenjene Valencije, morda Londona pa Tokija, že začetek leta ni kaj veliko za analizirati. Nam najbližji je bil splitski maraton, kjer smo pač bili konec februarja. Isti vikend, takrat je v Ameriki še maraton Los Angelesu, ki je zbral 20,000 tekačev. In toliko jih je bilo potem tudi na Moskvi septembra. Največji maraton leta pa je bil presenetljivo potem Taipei, ki je gostil konec leta 27,000 tekačev. Vsi ostali večji maratoni so predstavljeni v letošnje leto, vključno z že omenjenim Londonom, ki je tudi na virtualni različici postal največja dirka leta s kakimi 40,000 tekači. Največja virtualka leta je bil nedvomno Essexov Ekiden, kjer smo v Vitezi tudi sodelovali kar z 2 ekipama in dosegali nekaj res neverjetnih časov na 5 in 10 kilometrov. Koncept je res hud, vse nas je motiviral, da smo dali maksimalno od sebe in poiskali tudi proge, ki so to omogočale, predvsem malo navzdol. Skupaj je menda v ekipnem tekmovanju teklo in se je vozilo tudi vozički kar 50,000 tekačev ali še nekaj več, kar je neverjetno. Verjamem, da bo ta koncept tudi potem, ko bo življenje šlo v neke normalne tirnice, še vedno ostal popularen. In zdaj se ne samo na Japonskem. Paste, zmagovita ekipa 6 Japoncev, res hitrih tekačev, se je meji 2 ur na maratonu približala na samo 1 sekundo. Še zmeraj so bili pa 21 sekund počasnejši od rekordnega dosežka Kipčogeja pred lansko leto, tako da si lahko predstavljate v še enem drugem kontekstu za primerjavo, kako bi to izgledalo. 6 proti 1, pa 1 še vedno zmaga. No, če smo že pri Kipčogeju, maratonskem kralju zadnjega desetletja, žal se je v Londonu pokazalo, da je tudi on navaden smrtnik in da zna izgubiti na dirki. Bil je 2-kratni atlet leta v preteklih 2 sezonah. Letos pa ga je na tem prestolu nasledil skakalec palico Francoz Duplantis, neverjetni 21-letnik skače svetovne rekorde
kot za šalo. Pri ženskah je zmagala troskokačica Yulimar Rojas z Venezuele. Tako da sta oba obetavna atleta iz preteklih let zdaj postala tudi veliki imeni v članski atletiki. Kaj je bilo v Sloveniji? Atleti na stezi so sicer večino svojega planiranega programa spravili pod streho, čemur seveda velja posebej zaploskati. Atleta leta sta postala metalec Kristjan Čeh in steeplechaserka Maruša Mišmaš. Pa ostali tekači na cesti. Državna prvaka v polmaratonu sta postala Neja Kršinar in Primož Kobe v Novem mestu na njegovi polovički na domačem terenu, in prav zato sem njega pobaral, kaj v prihajajočih načrtih za sezono 2021 in olimpijsko leto pravi on. Pozdravljeni. Leto 2021 se vsi veliko obetamo od njega. Želimo, da bodo kakšne tekaške tekmovanja, da bodo olimpijske igre. Moji tekaški plani so še vedno veliki. Želim se čim bolj pripraviti, potem pa bomo videli, kaj bo. V igri so olimpijske igre, evropsko prvenstvo. Jaz upam, da vsa ta tekmovanja bodo in da bomo tudi maratonci imeli možnost pokazati svoje sposobnosti na maratonih. Jaz mislim, da se bo organiziralo nekaj takih manjših maratonov na samozavabljene tekmovalce. Tako da jaz upam, da se bo situacija tudi s tem cepljenjem izboljšala in da bomo v bistvu tudi v Novem mestu organizirali polmaraton, tako kot lani, 4. novomeški polmaraton, ki bo 2. in 3. oktobra. Zdaj, jaz upam, da ta sezona bo in da bodo olimpijske igre, ampak da bo v bistvu s koncem zime to spet šlo na neko tako normalno raven ali pa nekako, da se bodo lahko tekmovanja odvijala tudi rekreativna, da se bomo lahko začeli spet družiti in tekmovati. Tako da se že veselim in pozitivno verjamem v sezono 2021. Hvala, Primož, srečno v Keniji. Državno prvenstvo 10 km, še eno od velikih tekmovanj na cesti, je prineslo starega novega prvaka pred Rokom Puharjem in Kobetom je slavil Mitja Krevs za cesto odličnih 31:10. Da je imel odlično sezono, je pred tem dokazal tudi na stezi s 30:37 odteku 10.000 metrov, pa dosegel prvi državni rekord na 5 km na cesti na posebnem challengeu v Mariboru, ki bo organiziran prav za ta namen. Tako da zdaj je znamka, ki jo lahko napadejo atleti že letos 14 minut 39 sekund in verjamem, da bo precej priložnosti za to. Zato sem tudi Mitja povprašal, če mi zaupa, kako planira letošnjo sezono in kakšni so izzivi. Živjo. Evo, jaz sem trenutno v polnem procesu treninga priprav na spomladansko sezono. Čeprav se zavedam, da normalnih tekaških prireditev še ni pričakovati. Predvsem pa upam na nekatere manjše prireditve, morda na neke podobne zgodbe, kot smo jih videli lani jeseni. Zdaj, kolikor to ne bo mogoče, bomo mogli vsi tekači pravzaprav najti neke plane B, morda celo C. Tudi v tekaškem društvu trenutno čakamo, kot večina ostalih, na izboljšanje situacije. Trenutno smo v kontaktu predvsem nadaljavo. Tekači dobivajo svoje programe, ki jih izpeljejo v lastni režiji. Predvsem pa mislim, da trenutno manjka ta socialni vidik teh druženj na tekaških vadbah, ker tek oziroma rekreativne vadbe konec koncev niso samo to, da obuješ superge in otečeš svoje kilometre, ampak gre predvsem tudi za druženje, no, in tega mislim, da trenutno nam kar manjka, no. Zdaj, letošnja sezona, kot sem rekel, spomladi
bodo definitivno določene omejitve, pričakovati manj tekaških prireditev, če seveda te sploh bodo. Poletni del sezone z vidika teka na stezi verjetno bo izpeljan po programu, tako kot lani. Seveda pa vsi upamo ponovno, tako kot smo tudi lani spomladi upali, da bo jesenski del sezone ponovno na nekih skoraj normalnih oblikah nazaj, kot ga poznamo. Tako da, ja, bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. No? Ampak definitivno, tako kot vsi, tudi sam upam, da se čim prej vrnemo na tiste prave tekaške prireditve s tistim najbolj pristnim vzdušjem v progi. No? Mitja, hvala ti, držimo pesti. Kaj sam planiram? Ker sem preteklega oktobra pretekel virtualni londonski maraton na Bledu. Medalja je čist prava, kot da bi bil aprila tam, tako da v London mi že ni treba več iti. No, na Bledu mi je prvo polovico tempo držal kralj, kar je sigurno pripomoglo, da sem potem po dolgih 18 letih spet maraton tekel po 3 urami in pol. Ta čas sem sicer potihem planiral šele za letos, tako da zdaj si moram letvico nastaviti na novo. Recimo, da poskušam ta čas Bleda še majčkeno porezati, saj za kakšno minuto ali dve, ali pa se morda na maratonski polovički spustiti pod uro 35, Slavko, to napadeva. Morda pa na desetki, na ravnem teč po 42 minutami, kar bi bil zame spet kar super dosežek, spodoben vsaj. Kakšne plane imate vi? Jih nimate? Zakaj ne? Če jih imate, vem, da jih potihem sigurno vsi dajete skupaj. Dajte mi kakšnega zaupati, lahko zapišete v komentar, saj veste, če poveste na glas, če daste v javnost, ste zato potem še bolj motivirani, obligirani, da potem ta cilj res zasledujete in ga celo izpolnite. Tekmovali bi že zdaj morda? Čakajte, bom jaz vzel koledar v roke. Kaj se dogaja v sedmih 3 mesecih? Januar, nič, prazno. Februar, prav tako nič, nada, niente. Marc, prazen kot bančen račun po praznikih. Ne pomnim leta, ko na koledarju tekaških prireditev za prvi kvartal ne bi bilo niti ene dirke. Ja, žalostno, ampak resnično, dajmo reči, da se bo, če ne prej, v drugem kvartalu ta koledar napolnil zanimivimi tekaškimi prireditvami okrog nas, da končno s tem cepivom pa spomladjo ukrotimo to preklemano korono. Kaj pa virtualke, če nam ne ostane nič drugega, čeprav, ajde, rečemo, da je čas v sezoni, ko dirkanje bolj ko ne, ni v prvem planu, ampak da je zdaj nabiranje kilometrov tisto, da je tista dobra stara baza, ki bi jo zdaj delali vseeno v prvem planu, ampak nekateri se že ozirajo tudi po kakšnih preizkušnjah. V slovenskih koncih vem, da vsaj v Ljubljani lahko tečete na Kinvitalovi zimski ligi, če ste na Bledu, se lahko podate na blejski razgledni virtualni trail, ampak trenutno je trasa kar vodena, če uporabim zelo milo besedo, in morda še kakšen teden ni ravno idealna za naskakovati odlične čase. Do nedelje lahko tudi še tečete in participirate pri teku za žrtve potresa v Petrinju na Hrvaškem, ob tem lahko donirate še tudi kak evro, vam na link na lepem spodaj, dobrodošli in hvala v njihovem imenu že naprej. Tudi v tujini, če malo pogledate, jaz sem kar pobrskal, ni veliko virtualnih dirk, tistih, ki bi bile drugače v živo, recimo Miami maraton je virtualna različica štarta, pa Houston maraton, če ste še za bolj eksotično, lahko tečete bahamski virtualni maraton, če ga tega odtečete v poletni opravi, vam pa jaz še pošljem kakšno medaljo za zraven. Ne hecam se, da ne boste res izzivali sreče tam zunaj. Fake virtualk
menim, da ni potrebno omenjati, kaj so fake virtualke. To so pač tiste spletne strani, ki vam za nekih 20-30 evrov ponudijo medaljo, pa nek virtualni ziv, ki nima zadaj neke prave dirke. Tega vem, da smo že vsi siti, ne glede na to na barvitost tistih šekastih medalj. Vse skupaj pač izpade samo to, da si pač medaljo kupiš, pravega duha nekega tekmovanja, pa pač ni zadaj. Če že dirkamo virtualno, je moje mnenje, dajmo podpreti prave organizatorje tam zunaj, tisti, ki bi se sicer trudili na realnih dirkah, pa zdaj delajo pač v virtualnem svetu, kar lahko. V tem mestu pa tudi poziv slovenskim tekom, ki jih morda ne bo uspelo izvesti v živo, da namesto tega pripravijo neke odlične, primerljive virtualne domestke z veseljem. Vse ni isto kot v realnosti, se strinjam, ampak z veseljem podpremo tiste prave organizatorje, ki imajo zadaj vsebino, ki imajo navdih, ravno zaradi tega, da jim pokažemo, da njihov trud cenimo tako v živo kot virtualno. Tako, danes vam ne bom predlagal pa tekaške knjige, materiala imam več kot dovolj, prihaja še, leto je dolgo, sicer in s tekaškimi knjigami vas bom še zasuval, približno tako kot Gorenjsko zasuva sneg v zadnjih tednih, nič bed. Na vse zadnje me ta teden v zanimivem pogovoru čaka še tekaški literat. Lucijan Zalokar osebno pride s tekom na robu živčnega zloma in verjamem, da bova v tistem pogovoru literaturo obdelala z vseh koncev, tudi njegovo knjigo na vse zadnje, po dolgem in počez. Če imate kakšno vprašanje, za mladega izvrstnega novinarja, obetavanega nekdanjega srednjevrogaša, napišite mi, javite mi z veseljem ga pobaram v pogovoru tudi o tem. Vseeno, brez knjige tudi tokrat ne bo šlo, vremenu primerno imate kakšno urico več in predlagam, da jo izkoristite za neko posebno knjigo. Moj dragi urednik Boštjan Svete, založbe Aktivni mediji, je tik pred prazniki izdal leposlovni roman, podaril mi izvod in prebral sem ga čez praznike na dušek. Ordesa mu je naslov, nagrajenega španskega pisatelja in pesnika Manuela Villesa. To je intimna kronika Španije v zadnjih desetletjih, obenem pa tudi pripoved vsem, kar nas opominja, da smo ranljiva bitja in v potrebi, da ostanemo, da gremo naprej, tudi ko se zdi, da to ni več mogoče, kar je za tole epidemijo več kot sporednica. Ordesa je tako odlična vaja v samoopazovanju in iskanju lastne identitete skozi pogled v preteklost. Tako da španski knjižni fenomen in najboljšo knjigo leta priporočam za ta malo otožni, a tudi čustveni januar. Potem so še zahvala vsem, ki me spremljate, hvala sem, ki ste se naročili na kanale, ki všečkate tole, ki to delite. V kratkem bom postavil tudi Facebook stran za tale podcast posebno. Na njem bom delil epizode, ki jih snemam, kakšne tekaške zanimivosti. Naj bo to še ena novost, ki bo štartala v letu 2021. Hvala vsem za donacije, z vašo pomočjo sem si tale studio že malo optimiziral, kakšen dodatek pa še sledi v prihodnosti. Tako da, če uspete, se še vedno priporočam za kak evro na paypal.me/zagredzatek ali pa tudi po drugih poteh. Pišite mi, bomo zrihtali. Hvala. No, zaključimo tole epizodo na humoren način, na predlog tekaških kolegov bom sedaj predlagal tekaški film tedna, prav gotovo vam bo všeč, si ga boste ogledali, je sveža, zabavna in življenjska komedija. Govori o dekletu, ki v poznih 20-ih ugotovi, da njen življenjski stil vodi samo še v bolezen, da nima pravih življenjskih ciljev, da ima kilavo službo, od njena razmerja izginjajo hitreje kot megla v hribih, tako da zašto se loti teka? Brittany Runs a Marathon je nizkoproračunski film iz leta 2019. I need to get a teeny bit healthier. We have rates as low as $129 a month. You do know that people can run outside. That is zero. I'm black.
I ran today. How the hell you do that? Somebody chasing you or something? You can do it. Yeah, I know. I'm doing it. Sorry, I'm talking to myself. You changing your life was never about your weight. Hold it, please. It was about you taking responsibility for yourself. We're going backwards. V filmu komičarka Julian Bell perfektno igra to nemotivirano dekle iz New Yorka, ki pica in sladoled zadovoljujeta neprimerno bolj kot 5-kilometrski tek v Central Parku. Film lepo pokaže vse vzpone in padce njenih tekaških poti, vsa njena tekaška spoznanja, nova prijateljstva, ljubezenske zveze, pa tudi poškodbe, razočaranja, ponovno vstajene ob tem, se ves čas noro heca iz vseh doživetij, ki jih ima mnogo, tako da se boste tudi sami hruhotali. Češnja na torti, vrhunec filma je seveda newyorški maraton, za katerega se Brittany pripravlja. Če ste trenutno brez motivacije ali pa ne veste, kako bi leto 2021 gledali skozi malo boljšo prizmo optimizma, ob tem filmu se boste definitivno fino nasmejali, se boste zamislili, morda boste celo zajokali, vsekakor pa se boste zmotivirali in ugotovili, da je tek ne samo težek, ampak tudi zabaven, vsekakor pa kadarkoli spreminja vaše življenje. Na bolje v smeri, ki jih nikoli drugače bržkone ne bi odkrili. Najboljš pri vsem temu je, da je bil film posnet po resnični zgodbi Newyorčanke in članek o njej vam prilepim tudi spodaj. Super komedija za družinski ogled, mi smo se doma vsi zabavali ob njem. Brittany Runs a Marathon je na Amazonu, na Netflixu. Naj bo to hecen uvod v malo depresivni januar. To je to. Za tokrat ostanite zdravi, koronsko negativni, napišite, kaj vas zanima in skupaj zaženimo tole 2021 v pogon. Se vidimo kmalu, dober tek!